Pozdravljeni. Zavrtel se je teden, znova smo skupaj pri oddaji Tele. Začenjamo seveda z aktualnostjo, v nadaljevanju pa nekaj bolj sproščujočega. Po številnih zapletih je Ustavno sodišče potrdilo mandat državnega svetnika nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju. Spomnimo, Franc Kangler na ustanovni seji kot edini ni bil imenovan za državnega svetnika. Zato je pravico iskal prav na Ustavnem sodišču. S tem, ko je potrdilo svetniški mandat Francu Kanglerju, je razveljavilo sklep državnega sveta, ki mu decembra lani ni potrdil njegovega svetniškega mandata. Kangler je odločitev Ustavnega sodišča sprejel z mešanimi občutki, saj meni, da o tem sploh ne bi bilo potrebno odločati. Imam še upanje v pravno državo, v pravni red in da vsaj najvišja instanca slovenskega sodišča ne deli Slovence na leve in desne, na ta prave in neprave in nimajo dvojnih kriterijev, tako kot so jih imeli v državnem svetu. Od državnih svetnikov, ki so glasovali za njegovo izločitev iz sveta, pa zdaj pričakuje, da se mu bodo vsaj opravičili, če ne bo že kdo ponudil svojega odstopa. Dobro veste, kdo še sedi v državnem svetu. Jaz še nisem bil pravnomočno obsojen in je še en dokaz več, da si nekateri na levici zelo močno želijo v Sloveniji Slovence razdeliti, predvsem pa deliti z dvojnimi kriteriji. Z razočaranjem pa odločitev sprejema eden od elektorjev, ki ga na volitvah v Mariboru ni podprl. Spomnimo, da se je takrat začel val protestov in vstaj in tudi prvi odzivi na socialnih omrežjih že pozivajo ljudi ponovno na ulice. Pri Kanglerju pač gre za primer človeka, ki je simbol klientelizma, korupcije, nepotizma. Poleg tega je to človek, ki je ponaredil diplomo in človek brez osnovnega bontona. Ogorčeni tako pa bi lahko strnili prve izjave Mariborčanov. Mislim, da se ne zasluži, da sedi v tem zboru. Zato ne, ker ni pošten, za mene ni pošten človek. Glede na to, kaj je vse naredil, tako zgleda malo politično. Iz državnega sveta sicer samopisno pa odgovarjajo, da so se z odločbo Ustavnega sodišča seznanili ter jo bodo spoštovali in kot navajajo, s tem začne Franc Kangler izvrševati svoj mandat. Tako del današnje oddaje pa namenjamo zimski turistični sezoni, počitnicam in seveda tudi možnostim razvoja turizma v Mariboru. Prav zato v uvodu v oddajo najprej pozdravljam direktorico Zavoda za turizem Maribor, gospo Janjo Viher, ki je zdaj v Beogradu in sicer za voljo partnerskega povezovanja s tem mestom. Dober večer želim najprej. Dober večer, lep pozdrav v Maribor. Najprej seveda vprašanje, za kakšen dogovor torej gre med mestoma Beograd in Maribor. Ja, letošnje leto je Maribor Evropska prestolnica mladih in z Ministrstvom za mladino in šport bomo podpisali pismo o nameri o sodelovanju v tem letu v različnih projektih, ki bodo tako v Maribor kot v Beograd pripeljali in pa seveda naredili izmenjavo mladih iz obeh mest. Šlo naj bi za neke vrste študijski obisk. Koliko bo tukaj študijskega, koliko bo tukaj turističnega? Ja, glede na to, da Evropska prestolnica mladih v letošnjem letu organizira preko 50 dogodkov, ki se bodo odvijali v Mariboru, je eden iz ključnih projektov seveda ta, da bo v poletnem času, v juniju, prišlo v Maribor preko 100 študentov in dijakov iz Beograda. Komu se je pravzaprav porodila ideja za izmenjavo študentov in turistov Maribor-Beograd in zakaj prav Beograd, zakaj ne drugo mesto? Kar nekaj izkušenj smo imeli in pa seveda odličnega sodelovanja in pa že nekih partnerskih povezav z Beogradom. In glede na to, da samo mesto Beograd in pa Maribor nostalgija prenaša iz zgodovine, seveda z povezovanjem in pa tudi z jezikovnimi, bom rekla, ne barierami, da se poznamo in pa seveda, da se razumemo, je bila tista prva, ki je seveda pripeljala do tega dogovora. Začetki pogovorov pa so bili že v lanskem letu, ko smo imeli v Mariboru srečanje z predstavniki ministrstva in pa seveda iz urada za mladino, skupaj s predstavniki naše Evropske prestolnice mladih, študentskimi domovi Maribor in pa tudi z univerzo. In tako smo nekako prišli do zaključka, da lahko zelo hitro realiziramo to vrstne dogodke. No, zdaj je po večini veljalo, da so Slovenci odhajali zlasti ob koncu leta v Srbijo, v Beograd, Novi Sad na silvestrovanja. Vi bi nekako želeli vzpostaviti dvosmerno cesto, če prav razumem.
Točno tako, mi želimo vzpostaviti to dvosmerno cesto in da tudi mladi in pa tisti po duši mladi pridejo na silvestrovanje v Maribor, to se pravi, da so izmenjave oboje stranske, da se povežemo in seveda, da tudi oni preizkusijo to, kar v Mariboru ponujamo in seveda, da mi še bolje spoznamo Beograd kot takšen, ne samo po zabavi, ampak tudi po kulturi in pa drugih izmenjavah, ki so seveda možne. Bi mi v Sloveniji znali narediti kaj podobnega, kot znajo to narediti v Srbiji, zlasti v praznovanju novega leta? Jaz mislim, da ja, v prvi fazi je potrebno, da imamo malo višjo stopnjo nacionalne zavesti in da seveda se znamo malo bolje poveseliti in da nismo vedno tako pesimistični, kot včasih to izkažemo in prav gotovo bi lahko praznovali novo leto tudi malo na lepši in pa seveda bolj slovesni način kot ga. No, gospodarska situacija ni rožnata ne pri nas, ne v Srbiji. Kakšni gostje bi pravzaprav to morali biti? Imajo tam ljudje dovolj denarja, vendarle je poraba oziroma cene v Sloveniji so bistveno više kot pa pri njih. Cene so više, ampak moram reči, da glede na današnji utrip, ki je tudi na sejmu turizma v Beogradu, so zelo močno zastopana slovenska podjetja in pa slovenske destinacije in moram reči, da povpraševanje po naših destinacijah v Sloveniji zelo visoka in da je tudi stopnja zaupanja v Sloveniji tako visoka, da se kar številni Beograjčani pa na splošno Srbiji odločajo za počitnice v Sloveniji. Morda imate pri sebi kakšen podatek, koliko pa je pravzaprav srbskih turistov v Sloveniji oziroma koliko jih prihaja prav v Maribor? Tega podatka nimam zdaj pri sebi, ampak koliko imamo podatki iz preteklih let, je teh gostov vedno več. Vedno več je tudi teh gostov, ki obiskujejo Pohorje in pa da se tudi odločajo za zimske počitnice na Pohorju. Drugače pa je v velikem porastu vedno tudi obiskovanje naših zdravilišč, ki so seveda pogodo Srbom vseh kategorij, tako od mladih kot seveda tudi starejše populacije in pa tudi družinskih obiskov. Koliko pravzaprav porabijo gostje iz Srbije, ko pridejo v Slovenijo? So to dobri potrošniki? So dokaj dobri potrošniki, tako kot smo Slovenci dobri potrošniki pri njih. Tako da mislim, da tukaj ni dobenega razmika, bom rekla, tudi kar se tiče cenovne dostopnosti. Ne glede na to, da Srbija beleži tudi okrog 850.000 ljudi, ki so v tem trenutku brez zaposlitve, je pa tisti sloj malo bogatejših in pa tistih, ki si neki, bom rekla, krajši oddih lahko privoščijo in pa je Slovenija dokaj dostopna. Za konec samo še tole vprašanje glede podpisa neke vrste sporazuma med Mariborom in Beogradom. Koliko pa po tem sporazumu pravzaprav pričakujete gostov v neki absolutni številki, ki bi v prihodnjem letu ali pa že letos prišli v Maribor? Koliko je ta absolutna številka? Jaz mislim, da je ta številka, glede na to, da pričakujemo okrog 100 dijakov in študentov, da se lahko multiplicira sigurno na kako številko 1000 do konca letošnjega leta, ker mislimo kar več dogodkov narediti in glede na to, da jih tudi nekako učimo z našimi izkušnjami pri pridobivanju evropskih sredstev, da lahko ta številka še večja. Prav, gospa Janja Viher, najlepša hvala za tale pogovor. Uspešno sklepanje sporazumov v Srbiji in čim več gostov iz Srbije pri nas. Verjamem pa, da se bodo tudi številni Slovenci odločali za obisk Srbije. Hvala za enkrat in lahko noč želim. Prav gotovo, lahko noč tudi vam in lep pozdrav Maribor. Nasvidenje. Ja, trud, razvoj novih produktov in prizadevanja za na 2 tedna razporejene zimske počitnice so se mariborskim turističnim delavcem izplačale. Vse to in snegom bogata zima je v teh dneh popolnoma napolnila hotele na in ob vznožju mariborskega Pohorja. Zimska sezona v Mariboru bo tako ena najboljših v zadnjih letih. Hoteli na in ob vznožju mariborskega Pohorja v tem tednu beležijo več kot 80% zasedenost. Naslednji teden bo izplen še boljši. Odlično kaže tudi za celoten februar in s tem bo letošnja sezona ena najboljših v zadnjih nekaj letih. Mi v tem trenutku smo prepeljali že tam več kot 150.000 gostov, imeli smo več kot 1.200.000 prehodov čez naš sistem, kar pomeni, da že v tem trenutku beležimo skoraj 10, če ne že skoraj 20% večjo številko. Zasedenost je, bom rekel, zelo nadpovprečna. Za februar v celoti pričakujemo v bistvu 30% porast prihodkov glede na lansko leto.
Med gosti zaradi počitnic prednjačijo Slovenci, veliko pa je tudi Mađarov, Hrvatov, Avstrijcev, Nemcev, Italijanov in Rusov. Ja, zdaj to, kar smo imeli, je bilo super, po mojem mišljenju zelo ugodno. We really like what we see here. I mean, the whole organization and everything on the tracks is well organized. The hotel is perfect. Z obiskom so zadovoljni tudi v mestnih hotelih, za katere sicer zima predstavlja mrtvi del sezone. Februar nam zaenkrat kaže zelo dobro. Zdaj smo zabeležili že skoraj 41% zasedenost. Tesnejše sodelovanje med največjima mariborskima turističnima podjetjema, Termami Maribor in Športnim centrom Pohorje, tako že kaže prve sadove, ki se poznajo v dobrem obisku in rasti prihodkov. To pa bo rešilo tudi Športni center Pohorje, ki se je zaradi investicij ob minulih zelenih zimah znašel v hudih finančnih težavah. Brez te uspešne zime bi najbrž tudi banke mogoče vzdignile roke oziroma šle v neko drugo smer razmišljanja. V tem trenutku imamo še njihovo podporo, kar pomeni, delamo z roko v roki, iščemo nove poslovne modele, delamo praktično dnevno tudi preko imenovanega prokurista, tako da verjamem, da bomo ob koncu zimske sezone stopili že z novimi idejami v poletno sezono in na ta način omogočili Športnemu centru Pohorje normalno delovanje, tako kot je v zadnjih 3 oziroma 4 mesecih in ne nazadnje tudi razvoj turizma v tem delu Slovenije. V bistvu se povezujemo bolj vsebinsko, tako da skupaj postavljamo destinacijo Pohorje, ki bo dobila tudi novo tržno znamko. In v bistvu največji korak naprej bo skupna cenovna politika in skupen nastop na trgu. Sicer pa mariborski turistični delavci ugotavljajo, da se bo učinek turističnega obiska zaradi lanskoletne Evropske prestolnice kulture nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Že sedaj pakujejo tudi načrte o produktih in obsežnejšem sodelovanju s turističnimi ponudniki celotne regije. Tako v tretjem delu namenjenemu turizmu pa gostimo vodjo Mariborske vinske trte, gospo Vesno Horvat. Dober večer želim. Dober večer. Morda najprej nekaj o pomenu samega pomena Zavoda za razvoj turizma v Mariboru, v katerem ste vi seveda zaposleni. Ja, torej Zavod za turizem Maribor Pohorje se trudi, da privabi turiste v mesto Maribor in sicer ne samo v mesto, ampak v celotno destinacijo, to mariborsko destinacijo, torej tudi podeželje, ki ga v zadnjem času vedno bolj vključujemo v celotno ponudbo. Videli ste prispevek in tudi slišali, kar je povedal naš kolega. Hoteli so polni, zasedeni, torej bi morali biti zadovoljni z obiskom v tem času. Ja, z obiskom smo zelo zadovoljni. Tako kot smo slišali, prenočišča so polna, na Pohorju in pod Pohorjem skoraj 100% zasedena, v samem mestnem jedru malo manj. To pač je posledica tega, da turist verjetno najprej izbere destinacijo, ki je čim bližje smučišču, ampak kljub temu začetek leta je zelo obetaven. Morda, kakšni so vaši obeti v letu 2013? Lani smo imeli EPK, letos imamo EPM. Lanski obisk je bil spodbuden, dober. Si obetate kaj podobnega tudi v letošnjem letu? Ja, Evropska prestolnica kulture je naredila zelo veliko za samo mesto Maribor in tudi ostala partnerska mesta beležijo velik porast gostov. To je dobra osnova in naša želja, da te rezultate dosežemo v letu 2013 in morda tudi presežemo. Odvisno je ne samo od nas, ampak od celotnega povezovanja s turističnim gospodarstvom, z ostalimi organizacijami, da stopimo skupaj in sodelujemo. Nam lahko postrežete s kakšnimi številkami v lanskem letu? V lanskem letu beležimo torej v celotni destinaciji Maribor in okolica več kot 350 tisoč nočitev, kar je zelo dobra številka, glede na to, da smo v letu 2011, ki je bilo do lanskega leta rekordno leto, beležili malo več kot 300 tisoč nočitev v Mariboru in okolici. Koliko je v Mariboru sploh hotelov?
Hotelov je kar nekaj. Imamo več kot 12.000 postelj, tako da se najde postelja za turiste. Je kateri hotel prav posebej uspešen, mislim na kakšen hotel v mestu? Torej, hotel City, ki so ga zgradili pred kratkim, je zagotovo dobra dodatna ponudba v mestu, ampak mislim, da vsi hoteli tako v mestu kot na obrobju delajo dobro in se trudijo po svojih močeh. Torej je bila gradnja tega hotela smiselna? Jaz mislim, da je bila. Ja, zagotovo. Tole me zanima, se Zavod za turizem Maribor Pohorje samo pridružuje nekaterim konkretnim akcijam, prireditvam, ali ste tudi sami organizatorji katere? Vemo sicer, da pripravljate nekaj ob koncu leta, čeprav smo zdaj v začetku leta. Kje je vaš ta konkretni prispevek, ki ga lahko turist nemudoma zazna? Ja, že naslednji teden je naša prva prireditev in to je res Stare trte. Tako da vsi vabljeni ob 11. uri v petek 1. marca pred hišo Stare trte. O Stari trti morda nekoliko kasneje, saj smo povedali, da ste vodja. Katere so še druge, recimo? Potem organiziramo tudi festival vin, to je v sklopu festivala Lent. Se povezujemo z Narodnim domom, ki je pač glavni organizator festivala Lent. Postavitev klopotca je ena izmed naših prireditev, to organiziramo poleti. Festival Stare trte, ki traja 10 dni v septembru in se zaključi z trgatvijo. Prav tako martinovanje, največje martinovanje na prostem v Sloveniji je eno izmed naših, v domeni naše organizacije, ja. Dovolj pogostokrat izpostavite, da ste vi organizatorji, ne nekdo drug? Pravzaprav se trudimo, da vkolikor vključimo še ostale in sodelujejo ostali, navedemo seveda vse, smo vključeni vsi. Vse tako, kot sem že prej povedala, pač pomembno je sodelovanje in res se trudimo, da bi navezali z vsemi kontakte, stike in da bi stopili skupaj, ker skupaj smo definitivno močnejši. Morda še o počitnicah. Prav z današnjim dnem se pravzaprav končuje ta teden počitnic za vzhodno Slovenijo. Vemo, da je bilo kar nekaj polemik v lanskem letu, ko smo združili. Komu ste pravzaprav turistični delavci oziroma kateri obliki bolj naklonjeni? Da je v dveh delih, ali se zdaj kažejo rezultati bistveno bolje, kot pa lani, recimo, ko so bili samo v enem delu? Ja, jaz mislim, da je za turizem definitivno boljše, da so počitnice v dveh delih, kot pa da so enotne. To vidimo že iz tega, da so hoteli bili, oziroma so še v tem tednu, kar precej polni, kljub temu, da so počitnice na vzhodnem delu države, torej na območju Maribora. Za naslednji teden pa, kot smo slišali, so hoteli popolnoma zasedeni, tisti na Pohorju. Tako da, če bi to bilo združeno in bi imeli samo enotne počitnice, zagotovo ne bi bilo možno omogočiti počitnikovanja vsem družinam. Ali pa je to morda potuha hotelirjem, žičničarjem, organizatorjem turizma? Da je v dveh delih. Jaz mislim, da to ni potuha. Jaz mislim, da je to dobro za turistično gospodarstvo. Ja. Prej ste že nekaj omenjali v zvezi s Staro trto. Vi ste vodja te Stare trte, pa če zdaj ob koncu tega najinega pogovora. Najprej morda, kako kaže z vpisom v UNESCO seznam? Ste kaj seznanjeni okoli tega? O tem je bilo že nekaj govora. Mislim, da bomo v letošnjem letu bolj aktivno stopili v sodelovanje z agencijo, ki je pač ta vpis že pričela. Tako da računamo, vemo, da je postopek kar dolgotrajen, ampak da izpolnjujemo vse pogoje, tako da mislim, da bi se to v nekem določenem času moglo uresničiti. Kje vi vidite svojo vlogo pri tem vpisu? Kje bi lahko pomagali, da bi se zadeva hitreje rešila ali pa pospešila? Jaz mislim, da se moramo vsi malo bolj angažirati, pa bo. Ste imeli doslej občutek, da so se premalo angažirali vsi vpleteni ali da niso bili pravi povabljeni? O tem jaz zdaj ne bi diskutirala. Je pa res, da Zavod za turizem do zdaj ni bil aktivno vključen v to vlogo. Zdaj smo se nekako malo bolj aktivno zavzeli, tako da bomo to zadevo
pognali v 6. predstavo. To nas veseli. Morda samo za konec še to. Včasih je bilo nekaj težav z vinsko trto, zlasti z obiskom. Kako zdaj stvari tam potekajo? Ja, jaz mislim, da stvari stojijo odlično. Lani beležimo skoraj 80 000 obiskovalcev, kar je 60% več kot v letu 2011. Tako da stvari tečejo naprej. Koliko jih letos pričakujete? Ja, kdaj boste prestopili magično mejo 100 000? 100 000? Morda že naslednje leto, če ne to leto naslednje. Prav, gospa Vesna Horvat, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in za pogovor. Hvala vam za povabilo. Tako in zdaj k drugi temi. Redki minerali so za industrijo Evropske unije zelo pomembni, vendar so zaloge v Evropi redke. Treba bo najti način za oskrbo, sicer se bomo morali posloviti od iPodov, mobilnih telefonov in tankih zaslonov. Salut, bienvenue dans AZ. ABCD, XYZ. M comme minerais rares. 14 minerais rares sont au cœur d'une guerre économique intense. Ils entrent dans la composition de la plupart des produits high-tech. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Et vos iPods, téléphones portables et autres gadgets? L'Union européenne doit trouver une stratégie pour s'en procurer. Il y a urgence. Antimoine, beryllium, cobalt, fluorine, gallium, germanium, graphite, indium, magnésium, niobium, métaux du groupe platine, terres rares, tantale et tungstène. Vous avez noté? Ces 14 noms barbares sont des minerais rares. Et alors? Eh ben, il y a un problème. La production de ces matières premières est concentrée en Chine. Elle fournit la quasi-totalité des besoins de la planète. Si les Chinois décident d'arrêter d'en vendre à l'étranger, ils pourraient mettre l'industrie haute technologique en danger. Car la plupart des produits high-tech sont fabriqués avec ces matériaux. Sans eux, difficile de produire des iPods et téléphones portables. Au revoir disques durs dans les ordis. Bye bye panneaux solaires et satellites. Oula, et pour mes pièces de rechange alors? Il y a des terres rares dans mes nanocircuits et la lampe LED de mon antenne, de l'indium dans mon écran plat, de l'antimoine dans mes semi-conducteurs et du germanium dans mes fibres optiques, du gallium dans ma peinture photovoltaïque et mes panneaux solaires, du tungstène dans mes super alliages, de la fluorine dans ma carlingue, etc., 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 etc. Jusqu'où l'Europe est-elle prête à aller pour m'en fournir? Western countries and other rare earth consuming countries will have to find new sources to diversify the sources. We should have a very ambitious innovation strategy focusing on resource efficiency, on recycling, on reuse and substitution schemes. Il y a deux solutions pour se ravitailler. 1. Se mettre tout de suite d'accord avec la Chine. C'est pas pour tout de suite. 2. Négocier avec d'autres pays producteurs. Car malgré leur nom, les terres et les métaux rares ne sont pas si rares que ça. Sauf en Europe. Là, il n'y en a pas du tout. Je vous montre. Dans le monde, il existe des ressources ailleurs qu'en Chine. En Australie, en Afrique du Sud et en Afrique centrale, en Russie, au Canada, aux USA, au Brésil et au Chili. Mais les mines ne sont pas encore opérationnelles, et ces réserves ne seront accessibles qu'à partir de 2014. Ouais, ça va encore prendre des plombes. En attendant, en Europe, la seule source de matières rares se trouve dans les appareils électroniques HS. Les recycler pour être moins dépendants des pays producteurs, c'est peut-être une solution. Je peux en avoir un peu? Les eurodéputés ont la pression. Attention, c'est pas moi qui la mets, la pression. C'est l'industrie européenne high-tech. Ses besoins augmentent à vue d'œil. Et elle veut à tout prix éviter d'être à la merci des fournisseurs étrangers. Les industriels attendent des mesures de l'Union européenne. De toute façon, il va falloir trouver de nouvelles matières pour nos appareils high-tech, car la consommation mondiale de minerais rares double tous les 5 ans. À ce rythme, les réserves pourraient être à sec d'ici 15 ou 20 ans. Salut! Tako pa spet domov. Mariborska 3. gimnazija v letošnjem šolskem letu obeležuje 150-letnico svojega obstoja. Šola je bila ustanovljena leta 1861 z namenom izobraževati bodoče učitelje.
Pred ustanovitvijo prve pedagoške šole so morali vsi, ki so želeli izobraževati mlade, opraviti 3-mesečne, kasneje pa enoletne pripravljalne tečaje. V te so vključevali ljudi, ki jih je bilo potrebno doizobraziti. No, o zgodovini in pomenu šole nekoč in danes smo se pogovarjali z dolgoletnim ravnateljem in zgodovinarjem Janezom Pastarjem. Šola je bila ustanovljena leta 1861, učiteljišče pa je s svojim delom začela v šolskem letu 1862-63. Do leta 1870 je šolanje na učiteljišču zaključilo 67 maturantov. 150 let šole predstavlja zgodovinsko vzeto kar dosti. Posebej, če računamo, da naše državnosti praktično ni bilo. In so bili tako dijaki na eni kot učitelji na drugi v specifičnem položaju. Nadzor nad šolstvom je prva leta imela cerkev. Duhovniki na Spodnjem Štajerskem so bili večinoma zavedni Slovenci, slovenščina je bila v šoli obvezen predmet. V dvoletno učiteljišče so se v začetku lahko vpisovali le moški. Ti zlati časi, seveda so enkrat za vselej mimo, če se temu tako pač nasmehnemo. Zdaj, izhajajoč iz tega, da je tudi bilo žensko učiteljišče kot neka vzporednica, je seveda nekaj časa bilo potrebno, da so potem sprejeli oba spola. Ampak ironija usode, če temu lahko tako rečemo, je, da je potem bilo pa učiteljic bistveno več kot učiteljev. Franc Robič, Henrik Schreiner, dr. Ljudevit Pivko, Luka Lautar, dr. Janko Bezjak, dr. Franjo Žgeč, Gustav Šilih. To je le kratek seznam učiteljev učiteljišča, ki je pustil vidno sled med najpomembnejšimi pedagoškimi gibanji v Evropi. Seveda so pustili ne samo v literaturi, ki je ostala za njimi in je bila dolgo časa ena izmed osnovnih literatur, čeprav seveda se je potem stvar razraščala. Tudi dr. Frances Trpčnik, ki je dolga leta predaval na Filozofski fakulteti, je šel iz teh vrst. Tako da, ker je bilo pač to učiteljišče in ker je celo učiteljišče imelo vadnico, kjer so vadili, kako poučevati otroke, je potem popolnoma normalno, da je tu bila ena izmed teh tako imenovanih, recimo temu, pedagoških central. Šola ni preživela le politično nemirnih časov. Skozi 150 let je menjala tudi kar nekaj lokacij. Preden se je po drugi svetovni vojni ustalila v prostorih učiteljišča nekdanjih šolskih sester na Gosposvetski cesti, kjer deluje še danes. V tej konkretni stavbi, kjer sicer učiteljišča še ni bilo, je bila nemška vojaška bolnišnica. Seveda, Nemci niso bili zainteresirani na tem, da bi manj vredne izobraževali. Po drugi svetovni vojni je šola dočakala znova večje spremembe programa. Učiteljišče je postalo 5-letna šola. Njeni maturanti so desetletja v osnovno šolo sprejemali in v nižjih letih poučevali mnoge generacije. Poslušam njihove zgodbe, kako so bili potem po končanem učiteljišču poslani po severovzhodni, v glavnem Sloveniji, v Slovenskih Goricah, po Prekmurju, in kako so počenjali ne samo učiti, ampak so bili nosilci vaškega življenja v kulturnem smislu in še marsikaj več. Nato je šola postala 4-letna pedagoška gimnazija, bodoči učitelji so morali šolanje nadaljevati na akademiji in fakulteti. Čas po drugi svetovni vojni je prinesel še eno novost – vzgojiteljsko šolo, program se je ohranil do danes. Mnogi strokovnjaki trdijo, in jaz mislim, da temu je tako, da bi morali biti učitelji pravzaprav najboljši, se pravi tisti, ki so najbolj dojemljivi, najbolj strokovni in po človeški plati najprimernejši za ta poklic, naj bi bili v tem poklicu. Šola je do danes dočakala kar nekaj sprememb programa. Zadnjo leta 1990, ko je postala 3. gimnazija Maribor. Danes je tako ena izmed 55 splošnih gimnazij v Sloveniji. Njeni maturanti so uspešni na mnogih področjih, da pa znajo še vedno izobraževati učitelje, pa dokazuje naslednje. Med zaposlenimi profesorji je kar 28 takšnih, ki so končali to gimnazijo oziroma eno od njenih predhodnic. Takole v zadnjih minutah oddaje se bomo posvetili umetnosti, najprej filmski. V Los Angelesu bodo namreč v nedeljo zvečer podelili prestižne filmske nagrade Oskarje.
Le še nekaj dni nas loči od 85. podelitve nagrad Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti Oskarjev. Napetost v Hollywoodu narašča od začetka januarja, ko so objavili seznam letošnjih nominirancev. Največ nominacij, kar 12, ima film o ameriškem predsedniku v času državljanske vojne Lincoln. 11 nominacij pa je prejel film Pijevo življenje. Med letošnjimi nominiranci pa lahko najdemo tudi posameznike, ki so prestižnega Oskarja že prejeli. Poglejmo, kako doživljajo novo nominacijo. It's hard to say. I mean, the Oscars I won before, that I was nominated before, last time was in the 80s when I was so much younger, and they were important to me. Those films were important to me. Norma was hugely important to me. And now I'm not young, and I'm this age, and time has marched along, and you know, the whole Lincoln journey has been unbelievably important to me. Well, I don't know. I mean, this is only the second time I've been here, so you know, it's the way you treat it. The way I treat it, it's like, especially a film. You know, you feel special about all films, but you know, with a film like this, it gets any kind of recognition. It's really nice. Maybe I will never get a nomination again in my life. So the second time you say to yourself, it's incredible that I'm there again, and the third time is the same, and today is the same. Pred podelitvijo nagrad pa so v Bulgarjevem butiku na Beverly Hillsu na ogled postavili dragulje igralke Elizabeth Taylor. Na razstavi je nakit, ki ga je igralka dobila in nosila v času snemanja številnih filmov, med drugim v Kleopatri, kjer se je začela tudi njena ljubezenska zgodba z igralcem Richardom Burtonom. Richard Burton really got her some beautiful jewelry. So she had good taste in men, that's for sure. I think it's just amazing to see what she personally and Richard Burton curated for their lives. So I think it's about like seeing a moment where they responded to something and purchased it. I'm so curious as to what made their pupils dilate. Na razstavi največ pozornosti vzbuja več kot 60-karatna diamantna in smaragdna ogrlica, ki jo je Elizabeth Taylor dobila od Burtona ob poroki leta 1964. It's definitely a piece that followed her also during the most important moments of her life, as she also wore this piece when she was honored by the Academy Award. Italijansko podjetje Bulgari, ki je nakit Elizabeth Taylor kupilo na dražbi, je bila ustanovljeno leta 1884 v Rimu. Po svetu je znano po svojem nakitu, ki je izdelan iz dragih kamnov, kovancev, stare keramike, svilene vrvi in mnogim predstavlja blišč, lepoto in umetnost. Z razstave nakita Elizabeth Taylor pa se selimo v Avstrijo, kjer so v Leopoldovem muzeju na Dunaju pripravili poseben ogled razstave Goli moški. Nudisti, naturalisti in drugi radovedneži so si razstavo v muzeju ogledali goli. That's the thing, you feel like you're part of the exhibition a little bit. It's like it's a different way to pursue it. Because I came here before, but it didn't make any sense. Now it's making much more sense to me. Eigentlich sind wir ganz nackig geboren worden. Das ist das Natürlichste, was es gibt. Und mir macht es einfach Spaß, nackt zu laufen. Meiner Familie passt es nicht. Aber da kann sich eigentlich niemand jetzt aufregen, da kann ich es machen. Razstava, ki si jo je moč ogledati do 4. marca, prikazuje upodobitev moške golote v zgodovini umetnosti. Es gab wirklich viel Nachfrage. Wir machen ja gerade eine ganz tolle Ausstellung zum Thema nackte Männer. Und jetzt haben viele potenzielle Besucher gesagt, na, wäre es denn vorstellbar, wäre es möglich, dass wir auch nackt ins Museum kommen. Und im Prinzip ist ja auch diese Ausstellung ein Zeichen für Toleranz. Čeprav je bila razstava zelo uspešna, muzeju se je obisk povečal za 17%, je hkrati izzvala ogorčenje nekaterih staršev in pripadnikov verskih skupin. Zato so morali na primer na plakatu, ki je vabil na razstavo, zakriti intimne dele golih nogometašev. Zanimivo, seveda ob koncu oddaje ali pa v začetku prihodnje, in sicer, ko bo z vami znova Zoran, tokrat z osrednjima temama nogometni klub Mura 05 in neposredna demokracija v mestnih četrtih. S kakšno zanimivo pa se vidimo seveda tudi prihodnji petek. Pa ne pozabite na Twitter in Facebook. Srečno!